A smo že skupaj? Ja, super. Jaz sem mislil, da vas sploh ne bo danes. Končno ste se vsi zbrali tudi na drugi strani. Želel sem pa, da vas je čim več zato, da boste bolj pogumni. A zakaj? Ker imam tule notri nekaj strašnega. Tule notri je namreč takole velika, ogromna, grozna, grda moška glava. Pokažem? Pazi zdajle. Ste videli? Kaj se pa zdaj smejite? Jaz sem želel vas malo prestrašiti, a vi se pa meni smejite. Kaj? Da je bila notri moja glava. Zdaj ste pa še vi mene nasmejali. Kako bo moja velika glava šla v tole tanko škatlico, lepo vas prosim? Kaj? Da je luknja? Tule notri pravite, da je luknja in da ni nobene moške strašne glave. A, to pa jaz ne verjamem. Bom jaz sam pogledal. Zdaj sem se pa jaz prestrašil. Kaj me pa hecate, da je prazno? Notri je res prava pošast. Pokažem? Lejte to. Notri je... Ojoj, a je to minijon? Ja, poglejte, jaz sem mislil, da je pošast, ker ima tako... Kaj se pa obračaš na glavo? Jaz sem mislil, da je A lahko stojiš pri miru? Jaz sem pa mislil, da je pošast. Veš kaj, tule boš sedel, pa nobenih neumnosti več, prosim. Bova naredila malo kasneje eno skupno točko, pa ne cirkuško, čarovniško. Še prej pa vam pokažem mojo vrečkico. A kdo gane, kaj je notri? Notri je, ne boste verjeli. Moja roka. Ni zanimivo to? Ne. Prav. Potem bom pa vzel roko ven in pokazal prazno vrečico. Da pa ne bo čisto prazna, lahko pričaramo semle notri, na primer, že vem, zeleno kokoš. Točno. Vrečkico primem z eno roko, z drugo roko vzamem malo čarobnega prahu in rečemo skupaj naše že znane čarobne besede jaba, daba, du. Gremo. Jaba, daba, du. In zelena kokoš... Čakaj, vi ste pa šli meni jajca delat. Jaz sem rekel, da čaramo kokoš, a vi ste šli meni jajca delat. Oprostite, to pa res ni smešno. Nič. Že vem, bova pa jaz in moj minijon začarala tole jajce in sicer čez nekaj trenutkov po oglasih. Hecam se. Takoj bova čarala. Samo da vzamem mojega prijatelja minijona in ga dam v čarobni klobuk. Tule pravi, da se kar dobro počuti. Kaj? A na glavo sem te dal? Oprosti se pa okrog obrni. Vzamemo še jajce, ga damo minijonu, ker tole jajce je že kuhano. In minijon ga bo v 3 sekundah olupil. Komaj čak... Ne jajca ven metat. Olupi jajce. Čez nekaj trenutkov bo... A veš kaj? Prosim, prosim... Seveda, prosim sem pozabil reči. Saj veste, prosim, hvala, oprostite, s tem vse si pridobite. Še enkrat. Minijon bo zdaj le olupil jajce. Preštejemo do 3. A spet nisem rekel prosim. Joj, oprosti. Prosim, če olupiš jajce. Zdaj pa... A veš kaj, ti se pa z mene ne boš hecal. Ne. Jajce bom res pojedel jutri zjutraj za večerjo, ti boš pa meni pomagal pri naslednji čarovniji. No, pridi že ven, no zdajle. Lej, kaj se brani. Noče ven. Poslušaj me dobro. Kaj? Kaj sem rekel? Da bom pojedel jajce jutri zjutraj za večerjo? Ja, seveda. Čarodej to ni zdaj hujša, ker je prej preveč jedel. In mama je meni rekla, da nikoli ne smem nobenega obroka preskočiti. To pomeni, če imamo po kosilu mogoče še kakšno malico in potem večerjo. In če ne večerjamo, moramo imeti večerjo drug dan zjutraj, a si razumel? Ja, tako gre to, a ne, otroci? Kaj ne? No ja, vsak po svoje. Minijon bo zdaj naredil eno drugo čarovnijo. Jaz bom vzel
tole, kaj je tole, boste kmalu ugotovili. Kletka. Ste že kdaj gledali v kakšnem cirkusu, kako levi pridejo iz take kletke? No, tista je malo večja. Ampak tale naš minion bo šel zdaj notri v kletko in jaz sem prepričan, da se bo... roko sem mu priprl. Daj roko not. Takole. In jaz sem prepričan, da bo vsak čas naš minion naredil eno lepo, veliko čarovnijo. Takole. Skupaj bomo rekli jaba, daba, du. In pa ne pozabite na prstke. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. Kaj? Predaleč? Bom pa šel še malo bližje. Izvolite. Prstke in gremo. Jaba, daba, du. Super. Zdaj pa še enkrat takole nadaleč. Vsi naenkrat. Jaba, daba, du. Pa poglejmo. Pa poglej. Kaj ste mi pa zdaj počeli? Oprostite. Tole pa nisem pričakoval. Jaz sem mislil, da bo zdajle minion izginil, se je pa pravzaprav spremenil v čarobne rutice. Ja, bravo! Torej našega miniona ni več. Kaj? Še vedno je. Samo kletka je izginila. Kletke pa res ni več. Ja, vi ste pravi čarodeji. Vi to že vse veste. In če to veste, potem veste zagotovo tudi, kakšne barve je semafor. Kaj? Rdeče, rumene, Ne. Semafor je črne, včasih celo sive barve. Potem pa ima 3 lučke, bravo, rdeča, rumena in zelena. In zdajle bomo mi naredili en tak semaforiziran trik, pravzaprav semaforizirano čarovnijo. Potrebujemo tole škatlico, pogledamo, da ni zgoraj nič, pogledamo, da ni spodaj nič. Preverimo, da je na eni strani brez vsega in na drugi strani brez vsega. Da je tule luknja, da se lahko pogledamo skozi. In pa preverimo, da je tudi tule prazno. Je? Seveda. Pazi zdajle. Rečemo čarobne besede jaba, daba, du. Jaba, daba, du. In, oprostite, pozabil sem zapreti. Au! Prst sem si priščipnil. Pa ni to smešno. Dajmo še enkrat. 3, 4, samo vi. Jaba, daba, du. Bolj na glas. Jaba, daba, du. Wow! In 3 rutice so tu. Najprej rdeča, potem rumena in takoj za njo še zelena. Ravno tako kot pri čisto pravem semaforju. No ja, da bodo pa te v pravem vrstnem redu, bomo skupaj poskrbeli s tem valjem. Prozorni val. Na eni strani in na drugi strani pa luknjica, da se vidimo skozi. Pazite, katera barva, katera luč je na semaforju na sredini? Rumena. Odlično vam gre. In damo lepo notri rumeno rutico. Takole. Počakajmo, da pride na drugi strani ven. Živjo. Spodobi se, da nekoga pozdraviš, če ga srečaš. Vzamemo tisto rutico, ki je na semaforju zgoraj. To je zelena. Kaj? Da ni? Ne, pozabil sem povedati. Tista rutica, ki je na semaforju zgoraj, če semafor stoji na glavo. Ja, potem pa je zelena. In na to še zadnjo rutico. Ta pa je tista, ki je pa tudi zelo pomembna, kajti pri njej se vedno ustavimo. To pa je katera? Rdeča. Odlično. Potlačimo do konca in da se bo čarovnija zgodila, rečemo čarobne besede. Jaba, daba, du. Malo čarobnega prahu z ene strani in z druge strani in potem pihnemo. Ojoj! In vse rutice smo zvezali skupaj v pravem vrstnem redu, točno tako,
kot pa na semaforju. Kaj naj rečem? Upoštevajte barve na semaforju, to je za vas najbolj varno. Upoštevajte vsa navodila, da boste ostali živi in zdravi in da se še kdaj srečamo. Srečno in veliko čarobnih trenutkov!